meni dočaka, da koder sonce hodi, prepeli sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vragle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vragle sosed bo, ne vragle sosed bo mejak. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, občanke in občani, lepo pozdravljeni na slavnostni prireditvi ob 59. prazniku občine Ljutomer. Dovolite, da med nami še posebej lepo pozdravimo županjo občine Ljutomer, magistro Olgo Karba. Podžupana gospoda Janka Špindlerja in podžupana gospoda Bora Zemljaka. Častnega občana občine Ljutomer, gospoda Miroslava Stržaja. Gospod Ireno Kumer, predstojnico enote Murska Sobota, Zavoda Republike Slovenije za šolstvo. Svetnice in svetnike občinskega sveta občine Ljutomer in ostale predstavnike občinskih organov. Predsednike in člane krajevnih skupnosti ter predsednike in člane svetov javnih zavodov. Pozdravljamo tudi vinsko kraljico Slovenije. Bivše župane in predsednike izvršnih svetov občine Ljutomer. Med nami pozdravljamo tudi delegacijo iz pobratene občine Užice in delegacijo iz pobratene občine Fulnek. Direktorje zavodov, javnih podjetij, vse gospodarstvenike, obrtnike, podjetnike. Župane sosednjih občin. Predstavnike cerkve. Vinsko kraljico društva vinogradnikov Male nedelje. Ter vse občanke in občane občine Ljutomer. Zgodovina Ljutomera je bogata in seže mnogo dlje kot pomni živeči spomin. Pred natanko 750 leti postane Ljutomer trg in se od takrat naprej vztrajno razvija v mesto, v občino, vedno korak s časom, pogosto korak pred njim. Občasna leta zastoja hitro zasenčijo obdobje napredka, ki so ga vedno poganjali posamezniki in skupine, predane ciljem, večjim, kakor oni sami. To je formula in ključ, ki je odprl vrata do preboja številnih, najbolj znanih prleških tradicij, od vinogradništva do konjeništva in vsega vmes. To je vodilo, ki je rezultiralo v prvem slovenskem taboru in odmevnih dosežkih na številnih drugih področjih družbe, umetnosti, tehnike in kulture. Pravi cilji, prleška srčnost in marljiva roka vodijo do pravih rezultatov. Leto za letom, desetletje za desetletjem, stoletje za stoletjem. Tudi leto 2015 poteka v tem duhu. Poglejmo, kaj smo letos skupaj prispevali k razvoju naše občine. Občina Ljutomer nadaljuje z dobrim delom iz preteklih let.
V naslednjih minutah na kratko predstavljamo največje investicijske pridobitve v tem letu, v katerem se poleg uresničevanja začetih investicij v letu 2014 izvaja skupaj za 4,6 milijonov evrov občinskih projektov, pri katerih se sledi sprejetim načrtom in obljubam po krajevnih skupnostih. Pri tem se postopa dosledno in vključujoče, saj se v fazi idejne zasnove organizirajo javne razprave in zbori krajanov, opravijo se potrebne analize in vključuje se občane in civilno družbo v sprejemanje odločitev. V tem letu se zaključuje tudi 21,5 milijonov evrov del na vodovodnem sistemu C, ki mora biti v celoti končan do 31. decembra 2015. Na področju prometa se je izvedla vrsta ukrepov v skladu z leta 2012 sprejeto občinsko prometno strategijo, ki usmerja razvoj v smeri trajnostne mobilnosti in večje prometne varnosti. Za zaključkom kolesarske steze Ljutomer-Radomerje in izgradnjo pločnika proti Spodnjemu Kamenščaku ter ureditvijo območja stanovalcem prijaznega prometa v naselju Juršovka se v tem letu zaokrožuje celovita in obsežna peš oziroma kolesarska pot od Kamenščaka do Cubra oziroma krožna pot od Kamenščaka preko Juršovke ter vile nazaj do Kamenščaka, ki bogati možnosti za rekreacijo in turizem. Občina je skozi uresničevanje prometne strategije postala prepoznavna doma in nagrajena v Evropi. K večji prometni varnosti močno prispeva tudi ureditev dovozne ceste s pločnikom in javne razsvetljave do osnovne šole Ivana Cankarja v Ljutomeru, kjer se je obenem uredila tudi nova kolesarnica. V tem in prihodnjih letih se bodo na novo uredila avtobusna postajališča na območju občine, letos v krajevni skupnosti Krištanci, Šalenci in Grlava. Ugodna zima je terjala manj sredstev za delovanje zimske službe, zato se je več sredstev lahko namenilo vzdrževanju cest. Po ogledu cest z vsemi predsedniki krajevnih skupnosti so se izdelali mesečni načrti del. Do danes je bilo izvedeno 133 tisoč evrov vzdrževalnih del na občinskih javnih poteh in 76 tisoč evrov del na lokalnih cestah. Za dodatnih 17 tisoč evrov so se sanirale poškodbe cest, ki so nastale kot posledica obilnega deževja. Na področju šolstva se je po 20 letih prizadevanj začela izgradnja vrtca v Cezanjevcih, ki dobro napreduje. Pripravlja se tudi projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika od šole do lokacije novega vrtca, ki bo otrokom in staršem zagotovila varno pot. Prenovila se je športna dvorana pri osnovni šoli Ivana Cankarja, ki ima sedaj obnovljen parket, prenovljen pot na hodniku in nove sanitarije ter plezalne lestve. V pripravi je projektna dokumentacija za sanacijo glasbene šole in ureditev strojnih ter elektroinštalacij. Vzporedno s temi aktivnostmi se je pridobila dokumentacija za energetske preglede objektov Ljutomerskega vrtca, osnovne šole ter občinske stavbe. Za izvedbo energetskih pregledov so bila pridobljena nepovratna sredstva. Okrepile so se tudi možnosti za kulturno ustvarjanje s postavitvijo Kul Kište, novega objekta, ki je začel delovati v Ljutomeru in je namenjen raznovrstnim kulturnim dejavnostim, druženju ter ustvarjanju. V 200 kvadratnih metrov velikem prostoru bo domovala godbana pihala. Lastnik objekta je Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, ki je upravljanje objekta preneslo Javnemu skladu za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Na področju gospodarstva se je konec junija uspešno zaključila prva faza komunalne ureditve 6,5 hektarjev Puhove poslovne cone, s katero je občina pridobila 85% evropskega sofinanciranja. Prvo podjetje bo jeseni že pričelo z delovanjem na območju nove poslovne cone. V neposredni bližini je pričel obratovati tudi prizidek podjetja Krka. Poleg tega se je na pobudo podjetja Krka pristopilo k pripravi podrobnega prostorskega načrta za ureditev poslovno-proizvodne cone, ker Krka načrtuje izgradnjo zaokroženega proizvodnega kompleksa, ki ga bodo spremljala nova delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. V juniju se je prav tako občutno znižal komunalni prispevek, v Puhovi poslovni coni do 70% oziroma do 25% za stanovanjske stavbe. Na področju turizma se je sprejel občinski podrobni prostorski načrt za novo apartmajsko naselje v Biotermah Mala Nedelja, kjer se predvideva izgradnja 38 manjših apartmajskih hišic.
Kot dopolnitev številnih aktivnosti na področju kolesarskega turizma se je občina vključila tudi v mrežo postajališč za avtodome po Sloveniji, v katero je vključenih že 51 občin, ki bodo skupaj nastopale na Evropski turistični borzi. V Prlekiji lahko avtodomarjem poleg aktivnosti, kot so kolesarjenje, pohodništvo in plavanje, ponudimo tudi kulinarične prleške dobrote. Zato je cilj, da pritegnemo avtodomarje, da se ustavijo in ostanejo par dni v naši občini. Poleg vseh navedenih prizadevanj se v tem letu namenja skrb tudi prenovi očem skrite infrastrukture. V tem duhu se je prenovilo 6,8 km dotrajanje komunalne infrastrukture v Kidričevem naselju, izvedla se je rekonstrukcija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na Soboški cesti in pripravlja se izgradnja javnega vodovodnega omrežja in ureditev ekološkega otoka v naselju Globoka. Sprejet je bil odlok o spremembah občinskega prostorskega načrta, s katerim se ni posegalo v namensko rabo prostora, ampak se je dokument posodobil zakonodajo in omogočil pridobitve gradbenih dovoljenj, na katere so čakali številne občanke in občani. Pristopilo se je tudi k odpravi posledic poplav, ki so nas zadele od 12. do 16. septembra prejšnjega leta. Med njimi tudi k sanaciji plazu v Cubru 19, za katerega je 175 000 evrov prispevala država in 70 000 občina iz proračunske rezerve. Nevarnost sicer ostaja na širšem območju, še vedno je ogroženih več hiš, v neposredni bližini je tudi stavba vrtca v Gresovčaku. Veliko aktivnosti se je zvrstilo tudi na ravni krajevnih skupnosti. Sveti krajevnih skupnosti so zelo dejavni, tako na področju preprečevanja in sanacije posledic poplav, kot številnih manjših investicij in vzdrževalnih del. Njihova aktivnost se čuti tudi pri izvedbi prireditev, krajevnih praznikov in povezovanja življenja kraja. Vsi ti napori soustvarjajo lepše in bolj prijazno okolje za življenje, delo in zabavo. Dobro delo in hitro nadaljevanje projektov so v veliki meri omogočile tudi članice in člani občinskega sveta, predvsem z učinkovitim delom na odborih in hitrim sprejetjem občinskega proračuna. Vse navedeno prispeva k temu, da smo kot občina vabljeni k sodelovanju kot partnerji drugih občin in v mednarodnem okolju. S ponosom predstavljamo in delimo naše dobre prakse. Prejeli smo certifikat Mladim prijazna občina in certifikat Učeče se organizacije. Prejeli smo tudi Zlati kamen za najbolj prodorno občino, Evropsko poslovno združenje EBA nas je prepoznalo kot zelo dobro okolje za turistični razvoj in gospodarske naložbe. Pozna se tudi, da imamo urejene zemljišče za vse nove družine, ki želijo postati del naše lokalne skupnosti. Mlade iz naše občine pa spodbujamo k študiju. Poleg gospodarske aktivnosti podpiramo socialno podjetništvo. Občina Ljutomer je lep in dober kraj za življenje. Njen utrip je izjemno pozitiven, kar gre predvsem čutiti v veliki srčnosti in angažiranosti strani naših društev in civilno-družbenih organizacij vseh področij. Vse to so dobre popotnice za prihodnost naše občine Ljutomer. Vse najboljše, občina Ljutomer. Dame in gospodje, na besedi vabim županja občine Ljutomer, magistro Olgo Karlo. Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje, drage prijatelji naše občine. Pred časom sem s prijateljico delila spomine iz mladosti. Kot najstnica si je želela postati županja. Smatrala je, da je to delo fino in zanimivo, obenem pa je tudi zelo človekoljubno in družbeno koristno poslanstvo. To mladostno željo je pozneje opustila, saj je tako svetoval oče, ki je imel precej izkušenj z vključevanjem v sisteme odločanja, tako na lokalni kot tudi na državni ravni. Svoje stališče je razložil preprosto in s pomenljivim primerom. Rekel je, da ne glede na to, kako dobro bo delala in kako veliko občino bo vodila, se bo prej ali slej znašla pred težko in neprijetno izbiro, kot na primer,
ali si bo prizadevala za izgradnjo nove šole ali morebiti nove ceste. Obe pridobitvi bi bili pomembni in nujni za kraj. V nadaljevanju bi jo razmere prisilile, da izbere samo eno od teh dveh možnosti, ker za obe ali ni dovolj sredstev, ali ni politične podpore, ali obojega. Če bi postala županja, bi bila v takšnih situacijah žalostna in razdvojena, ker svojim občankam in občanom ne bi mogla zagotoviti vsega, kar bi želeli in potrebovali. Na ta pogovor sem se spomnila zato, ker v dobri meri dobro povzema stanje, vendar po drugi strani popolnoma zgreši bistvo vsega skupaj. Namreč namen lokalne skupnosti ni zgolj skrb za infrastrukturo, stavbe in ceste. To je nujna, pomembna in zahtevna naloga, vendar sama po sebi ni dovolj. Stavbe, ceste, pločniki prej ali slej zbledijo in so potrebni obnove. Tudi sistem C, vreden vseh svojih skoraj 50 milijonov evrov, projekt, ki nam vsem prleškim županom jemlje toliko energije in pozornosti, da sploh začne obratovati, bo imel življenjsko dobo nekje 30 do 50 let. Potem bo tudi ta vodovod potreben prenove. 30 do 50 let seveda nikakor ni malo, vendar duh in bistvo tega, kdo in kaj smo prlečke in prleki, pa v teh naših krajih zori in uspeva že dobrih 800 let. In vse, kar delamo danes, kar gradimo, sanjamo in ustvarjamo, je zgolj nova plast dosežka na vrhu te žlahtne, stoletja stare dediščine tradicij, vrednot, šeg in navad. Bistvo lokalne skupnosti smo ljudje, ki si medsebojno pomagamo, se spodbujamo in navijamo eden za drugega. V tem tednu občinskega praznovanja pride prav ta občutek pripadnosti in vzajemnosti pogosto do izraza. Ta prleški duh, ki je skozi stoletja kalil vse naše ambicije in uspehe, je resnično poseben. V novejšem etnografskem zapisu o Ljutomeru sem prebrala misel, ki to zelo lepo povzema in pravi: nikoli v zgodovini niso ljudje praznovali brez razloga. Razlog pa ni bil le veseljačenje in beg od skrbi. Od nekdaj so ljudje vedeli še tako težka opravila spremeniti v dogodek, ki se ga je veselila vsa družina, celo vas ali mesto. Šlo je za preprosto, pristno radost ob dobri letini, vesel čas, ko vinogradnik, kmetovalec ali dober gospodar živi v pričakovanju nečesa, kar bo še prišlo. Pri takšnih ali drugačnih hišnih praznikih so medse povabili še sorodnike in sokrajane. Praznovanje po opravljenem delu so vedno pospremili prava domača hrana, nepogrešljiva vinska kapljica in ljudska pesem. Te misli lepo povzemajo prleški duh, ki povezuje ljudi v srčnosti in dobrih občutkih. In to je obenem tudi bistvo in glavna naloga lokalne skupnosti. Uspešno delo, sodelovanje, povezovanje in iskreni občutki. Boriti se, da nas ne zanese z te poti, je pravi izziv, a tudi privilegij in čast, ki spremlja upravljanje županske funkcije. Je boj in poslanstvo, ki mu en sam človek ni in ne more biti kos. Vse, kar smo dosegli v preteklih letih, so v največji meri vaši dosežki in uspehi. Dosežki skupnosti,
v katerem neverjetno mnogo občank in občanov izjemno prispeva, vsak dan sproti, z marljivim delom, s prijazno besedo, z dobrimi vzgledi. Ker nam to uspeva kot skupnosti, sem prepričana, da bo naša skupnost uspešna tudi v prihodnje. Prepričana sem, da smo dobro pripravljeni na vse izzive. Skupaj s sodelavci, katerim se tudi iskreno zahvaljujem, in z vsemi vami, in da bo prleški duh našel prave poti od idej do rezultatov. Zato je praznik občine obenem trenutek simbolične zahvale občankam in občanom, ki skozi leta krepijo skupnost s svojo izjemnostjo, predanostjo k delu, skromnostjo in genialnostjo. Veseli me, da je letos v tem pogledu naša skupnost deležna posebne in redke časti. Čez nekaj minut bo bogatejša za novega častnega občana. Zahvala, ki je na tem mestu ob današnji priložnosti, pa tudi povsem osebne narave. Po eni strani gre vsem tistim občankam in občanom, ki ste se lani opogumili in v različnih vlogah prevzeli del odgovornosti za to, da se zadeve premikajo, delajo in vodijo v pravi smeri. Brez vas ne bi bilo rezultatov, ki smo jih prej skupaj pogledali. Dovolite mi, da se od vsega srca tudi osebno zahvalim svoji družini in svojim domačim, ki mi neprenehoma nudijo podporo. Velika zahvala gre vam, spoštovane občanke in občani, ker mi dovolite, da sem vaša županja. Vsem želim veliko dobrega ob praznovanju praznika naše občine, lep večer in seveda ponosno glede podelitve priznanj. Hvala lepa. Prehajamo na slavnostno podelitev nazivov in priznanj. Župani se bo na odru pridružil dr. Miran Puconja. Oglejmo si krajšo predstavitev nagrajencev. Dr. Miran Puconja se ukvarja z identiteto panonskega človeka, z raziskovanjem in vrednotenjem slovenske književnosti ter s književnostjo ostalih slovanskih narodov. Preteklost ozaveščeno povezuje s sodobnostjo. Usoda nas je umestila v alpsko-karpatski bazen, v križišče na prepihu različnih civilizacij. Dana nam je bila geografska točka, v kateri je v tisočletjih med ljudstvi obstajala izmenjava blaga, jezikov in kultur, pa tudi medsebojnih spopadov. Živimo v prostoru in času, prostoru, kjer se stikajo germanska, ugrofinska, slovanska kultura, naslanjajoče se na romansko latinščino, tudi z nekaj elementi turkmenske kulture. Prostoru, kjer zdrav vzhodni veter sproti izčiščuje nekoliko zastalo zahodno civilizacijo. Vztrajamo iz preteklosti prihodnost. Pri tem truditi se navezati izročila naših prednikov na prihajajoče rodove. Ne živimo praznih sanj, ampak čvrsto stojimo na tleh zemeljske realnosti. Spopadu z naravnimi silami in vsakokratnimi katastrofami
so se v nas izoblikovali življenjski vzorci, kot so zdrava ekonomija, pravne in vedenjske norme, harmonična družina, prožni medčloveški odnosi. Ti vzorci so postali bistvo naše prleške, pomurske, srednjeevropske biti. Klanjamo se tej kulturi in klanjamo se tej reki, ki s svojim stopom Donavsko aorto poveže Alpe s Karpati in Črnim morjem. Hkrati pa pripadajoče ljudstva sproščeno univerzalno govorico svojega pritajenega šuma navdahne posvečujočo bivanjsko kozmično simbiozo. Svoja dosedanja raziskovanja je predstavil v znanstvenih člankih oziroma razpravah, na različnih srečanjih in simpozijih, v knjižnih izdajah pa sta išli njegovo magistrsko delo k vrednotenju identitete panonske kmetije, temelji preživljanja na cvenu ter njegova doktorska dizertacija Slovenska kmečka kultura na cvenu od zemljiške odveze do začetka 3. tisočletja. Za doktorsko dizertacijo je leta 2012 prejel Murkovo priznanje, ki ga podeljuje Slovensko etnološko društvo za vrhunske strokovne dosežke na področju etnologije. Njegova raziskovalna dognanja pa najbolj okarakterizira sodobni nemški filozof Martin Heidegger. Je človek, ki nosi v svoji duši prvinsko navezanost na zemljo in tenkočutno ter neustavljivo željo po ohranjanju slovenske kulture, zato je njegovo raziskovanje kritično, samosvoje, izredno cenjeno, prodorno in svetovljansko. Niso pa le poznavanje in dosežki na področju etnologije tisti, ki doktorja Mirana Puconjo označujejo kot strokovnjaka in svetovljana, pač pa je tudi dober poznavalec življenja in dela našega velikega rojaka doktorja Franca Miklošiča. Dr. Miran Puconja je prav tako bil izredno prodoren pedagog na gimnaziji Franca Miklošiča Ljutomer. S svojim znanjem in širino je zagotovo zaznamoval številne gimnazijce ljutomerske gimnazije, bil jim je in še jim zagotovo je svetel vzor na začetku njihove znanstveno-raziskovalne poti. Seveda pa je dr. Miran Puconja zelo dejaven tudi v svojem domačem kraju, saj Društvo cvenskih Čehov in Diklin pomaga pripravljati gradivo za ohranjanje ljudskih običajev, ki so jih nekoč gojili na cvenu in s tem skrbi, da sledi ne bodo izumrli, pač pa se bodo še naprej ohranjali in prenašali iz roda v rod. Dr. Miran Puconja je dosegel izjemne dosežke na področju znanosti, pa ne samo to, s svojimi raziskovalnimi dosežki je zagotovo naredil našo pokrajino, našo občino bolj vidno in prepoznavno tudi v svetovnem merilu. Dr. Miran Puconja je skozi desetletja opravil veliko in izjemno raziskovalno in pedagoško delo ter dosegel vrhunske dosežke na področju etnologije. S svojim delovanjem in rezultati tega delovanja ima pomembne zasluge za krepitev ugleda lokalne skupnosti, njenih krajev in celotne občine. Danes mu s hvaležnostjo in ponosom podeljujemo naslov častni občan občine Ljutomer. Dr. Miran Puconja bo poleg naslova prejel umetniško delo akademskega sekretarja Vladimirja Potočnika.
Spoštovana gospa županja, spoštovana podžupana, častni občan, spoštovani župani ostalih občin, tudi iz sosednjega Međimurja, spoštovani vsi gostje. Iskrena hvala za preveč izkazano počas, tako rekoč, oziroma preveč oblikovano naklonjenost. Še enkrat iskrena hvala. Tisto, kar se mi zdi pomenljivo, je dejstvo, da prleki naše kulture ne smemo razvijati samo vase, samo zadostno, ampak navzven, nacionalno, nadnacionalno. Se pravi, vključiti se moramo v medkulturni dialog s sosednjim Međimurjem, Hrvati, Madžari, Avstrijci in iz te kombinacije razvijati nova razmerja. To je naša zahteva, naša volja, naša želja in nenazadnje tudi naša nuja. Hvala lepa. Nadaljujemo s podelitvijo priznanj predlaganih strani občinskega sveta občine Ljutomer. Na oder vabim gospoda Janeza Smolkoviča in ga prosim, da se pridruži županji. Janez Smolkovič je podjetje Teleng d.o.o. ustanovil leta 1995 in ga od takrat tudi vodi. V tem obdobju se je podjetje v lokalnem okolju uveljavilo kot konkurenčen ponudnik sodobnih telekomunikacijskih storitev. Ves čas obstoja podjetje Teleng d.o.o. posluje pozitivno, ves dobiček pa vlaga v gradnjo optičnih omrežij in nakup omrežne opreme. V letih 2007 in 2008 so zgradili optično mreže na področju krajevne skupnosti Železne Dveri, skupno pa so v letu 2014 v gradnjo novih optičnih širokopasovnih omrežij in v nakup omrežne opreme vložili več kot 1,2 milijona evrov. Poslanstvo podjetja Telelink je, da našim naročnikom ponujamo najsodobnejše širokopasovne storitve in na ta način pomagamo k hitrejšemu razvoju lokalnih skupnosti, kjer ponujamo naše storitve. Veseli smo, da je občina Ljutomer prepoznala ta naš prispevek in nam s tem priznanjem dala nagrado vsem mojih sodelavcem, ki vsak dan skrbijo za to, da naše storitve delujejo, in zato seveda gre zahvala mojim sodelavcem in pa tudi neka obveza za delovanje naprej. V letošnjem letu podjetje zaključuje gradnjo sodobnega optičnega omrežja na področju krajevne skupnosti Mala Nedelja. Danes je v podjetju Teleng d.o.o., ki je močno vpeto v lokalno okolje, 33 zaposlenih, od tega 16 iz območja občine Ljutomer. Kot sponzor in donator je osredotočeno predvsem za namenjanje pomoči humanitarnim in športnim organizacijam, ki delajo z mladimi in socialno šibkimi otroci. Priznanje občinskega sveta občine Ljutomer za uspešno delovanje na gospodarskem področju prejme gospod Janez Smolkovič.
Vinko Brenholc je po izobrazbi trgovski poslovodja. Leta 1992 je začel samostojno pot na področju gostinstva in turizma na Jeruzalemu v objektu današnjega dvorca. Leta 1997 je zbral dovolj poguma za odkup objekta Vinski hram od takratne družbe Radenska. Slednja je v tem objektu večkrat poskušala vzpostaviti uspešno turistično točko, vendar brez uspeha. Kljub temu je Vinko Brenholc takrat premogel dovolj poguma in moči ter imel jasno vizijo, da je leta 2001 pričel v obnovljenem in razširjenem objektu izvajati gostinsko dejavnost, ker sedaj uspešno posluje že 14 let. Ja, delo v turizmu me osrečuje me delo z ljudmi in seveda, če imaš veselje do tega poklica, do tega dela, je potem to velik plus in seveda tudi, kar me najbolj veseli, da je samo 500 metrov od tukaj oddaljen moja rojstna hiša in zato tudi sem toliko bolj pripaden tej pokrajini. Moram pa reči, da me tudi zelo veseli, ko lahko to našo deželo Slovenijo predstavim širše gostom, obiskovalcem našega kraja Jeruzalema, ki prihajajo k nam iz celega sveta, saj ni dežele, odkud naj prišli. In tudi veliko in v zadnjih letih že prihaja iz svete dežele, iz Jeruzalema, po katerem je tudi naš kraj dobil ime. Gospod Brenholc je znan kot predan turistični delavec, saj poleg razvajanja z bogato domačo kulinariko in udobno namestitvijo, gostom postreže tudi s potrebnimi turističnimi informacijami ter jih seznanja z zgodovino in posebnostmi Jeruzalema, njegove bližnje okolice ter celotne občine. Priznanje občinskega sveta v občini Ljutomer za uspešno delovanje na področju gostinstva in turizma prejme gospod Vinko Brenholc. Na oder vabim gospo Marijo Pušenjak in jo prosim, da se pridruži županju. Marija Pušenjak je od leta 1991 zaposlena na delovnem mestu ravnateljice v vrtcu Ljutomer, kjer je vzpostavila strokovno sodelovanje s Pedagoškim inštitutom Ljubljana in od takratnega ministra za šolstvo prejela naziv svetnica. Je pobudnica projekta Fit Slovenija, ki v vrtcih spodbuja gibanje za zdravje in veselje ter oblikovanje zdravega življenjskega sloga. Posledično je vrtec Ljutomer že nekaj let zapored na prvem ali drugem mestu kot najbolj športni vrtec Slovenije. Lansko leto se je vključila tudi v pripravo in izvedbo Kari kampa za otroke iz socialno ogroženih družin, ki poteka v zavodu Marijanum v Veržeju. V življenju rada sprejemam nove izzive. Tako sem tudi pred 24 leti sprejela izziv in postala ravnateljica vrtca v Ljutomeru. Če bi me danes vprašali, zakaj sem se tako odločila, vam točno ne morem povedati. Preprosto veseli me delo z ljudmi. Vesela sem, če imam okrog sebe vesele, radožive, igrive, iskrive ljudi in veliko sem z otroki in otroki so prav takšni in veliko nam sporočajo, veliko nam povedo. In poleg tega dela v vrtcu, v prostem času delam na različnih področjih. Veliko stvari me v življenju veseli, med njimi tudi različno humanitarno delo. Tako sem res že od ustanovitve Karitasa v Ljutomeru, tajnica Karitasa, delati nekaj za druge, s
tem delaš tudi za sebe, ker jaz sem prepričana, da koliko daješ, toliko tudi sprejemaš. In rada se spominjam nekaterih modrosti, tudi mojih staršev ali starejših ljudi, da se dobrota v rokah množi, da, bomo rekli, brez dela tudi ni jela, kot so rekli, in še še kakšno, mogoče tako modrost ljudsko, ki je vedno še aktualna in jo rada kdaj tudi uporabim v pogovoru ali kakorkoli že. Je pozitivna osebnost, ki zagovarja vrednote spoštovanja, sodelovanja, delavnosti in verjame v plemenitost, dobroto in različne potenciale vsakega človeka. Mednarodno mirovno društvo družin je pred 11 leti podelilo naziv ambasadorka miru. Prav tako je aktivna v odboru za aktivno mobilnost v občini Ljutomer in je članica Rdečega križa Ljutomer. Zaradi večletnega krvodajalstva je prejela tudi priznanje Rdečega križa Slovenije. Plaketo z listino in denarno nagrado v občini Ljutomer za ustvarjalno delo na področju vzgoje in izobraževanja ter aktivno delovanje na humanitarnem področju prejme gospa Marija Pušenjak. Ja, dovolite, da v imenu nagrajencev izrečem iskreno zahvalo predlagateljem, ki so prepoznali v nas, da smo naredili nekaj morda več za to našo občino, za to naše bivanje. Iskrena hvala mnogim v tej dvorani, ki so nas podpirali v naših hotenjih, v naših željah, v naših izzivih. Jaz sem prepričana, da bomo vsi trije še naprej sprejemali izzive in želeli tej skupnosti, tem ljudem, ki ste tukaj v dvorani in tistih, ki ni, vse dobro. Iskrena hvala. Spoštovani, sedaj prihajamo na podelitev priznanj županje. Podeljujejo se izjemnim posameznikom, ki so posebej zaznamovali našo skupnost. Na oder vabim predstavnika turističnega društva Babinci, gospoda Franca Flegeriča, in ga prosim, da se pridruži županji. Turistično-kulturno društvo Babinci je bilo ustanovljeno 3. julija 1995. Takrat je štelo 8 članov, sedaj jih je kar 152, od tega preko 70 aktivnih. Društvo ima starejšo in mlajšo folklorno skupino, podmladek, sekcijo kulturne dediščine in oktet pšenični klas. S svojimi folkloristi in pevci sodelujejo pri vseh večjih prireditvah, imajo pa tudi svoje samostojne prireditve, kot so Pokanje na vasi ali Vuzen, 8. marec, Setev in žetev 2000 zlatih zrn, srečanje babinčarjev z izseljenci, folklorni festival, Martinovo kolesarjenje, Dedek mraz za otroke in delavnice peke kruha in pogač. Bistvo pri našem društvu nas veže druženje, smisel ohranjanja kulture, kulturne dediščine in razvoja vasi. Tesno sodelujemo tudi z gasilci.
s podmladkom, imamo sekcijo za ohranjanje kulturne dediščine. Za vsa humanitarna in neprofitna društva od letos naprej nudijo ogrevano dvorano v sklopu prostovoljnega gasilskega društva Babinci. S svojo folkloro in pevci so že obiskali Nemčijo, Avstrijo, Madžarsko in Belgijo. Letos se bodo ponovno udeležili največjega evropskega folklornega festivala Europeade. Občinskemu svetu in županji pa želim veselo praznovanje občinskega praznika. Za 20 let uspešnega delovanja prejme priznanje županje Turistično-kulturno društvo Babinci. Na oder vabim gospoda Dejana Razlaga, ustanovitelja portala Prlekija.net in ga prosim, da se pridruži županji. Dejan Razlag se je rodil leta 1981, osnovno šolo je obiskoval v Ljutomeru, nato v Mariboru srednjo gradbeno šolo, študiral pa na Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani, smer geologija. Kot absolvent geologije je leta 2005 začel razmišljati o svoji prihodnosti. Zaradi navezanosti na domače kraje je bila zanj pomembna vrnitev nazaj v Prlekijo. In prav ljubezen do domačih krajev ga je spodbudila k vzpostavitvi spletnega portala o Prlekiji, ki ga danes sodelavci vodi kot uspešen medij. Že od nekdaj me je veselilo spletno programiranje, pa sploh računalništvo, fotografija, video pa podobne stvari, zato sem tudi že v časi študija naredil svojo osebno spletno stran, ki je nekako bila predstavitev Prlekije in to, ker imam pač rad domače kraje. In sem pač spostavil to Prlekija.net, ki pač čez leta pa prerasla v taki medij, kot je danes. Sama zamisel je pač bila, da bi bile vse te informacije o Prlekiji zbrane na enem mestu, da bi se pač, ker vemo pač, da v ostalih medijih nekako naših krajev glih ne poročajo nekaj dosti o tem, zato sem mislil pač, da se spostavi neka taka stran, ki bi se tudi nekaj dobre pa uspešne zgodbe iz Prlekije pojavljale gor, ker v drugih medijih je večinoma samo v negativnem smislu vedno poročajo o tem. Ne. V sklopu portala so tekom let oživeli tudi številni drugi projekti, med drugim je vzpostavil spletni prleški slovar, somišljeniki je pred leti oživil prleške cajtenge, zasnoval pa je tudi majice Jaz sem Prlek, jaz sem Prlečka, ki so bile zelo dobro sprejete in dopolnjujejo to, kar je bil prvotni smoter portala, promovirati Prlekijo. Prlekija.net je v bistvu moj hobi, ker to rad delam. Ker delam rad tisto nekaj, kar delaš iz veselja, ni pa tisto, kar ti nekdo reče, kaj moraš delati. Je pa res, da mi ta hobi v zadnjem času vzame že več časa kot moja primarna dejavnost, ampak to mi nekako ne predstavlja problema, ker to pač rad delam. Za 10 let uspešnega delovanja spletnega portala Prlekija.net prejme priznanje županje gospod Dejan Razlag. Na oder vabim gospoda Iva Vrharja in ga prosim, da se pridruži županji.
Od vasi do vasi, od mesta do mesta me z dedkom ob strani vodila je cesta. 7 let sva tavala od vrat do vrat. Nikomur nisem bil ne sin, ne brat. Bila sva majhen deček in dedek star. Mekotnjak je vas pri stari cesti, ker začel vsakdanji kruh sem jesti. Motivacija, da je nastala ta knjiga, leta in leta sem se boril in delal, in ko sem zazvedel, da sem pač preživljal težke čase, v kratkem da povem, nažalost, da sem bil berač, da sem bil pastir, da sem bil navaden delavec, da sem bil navaden vse, kar je bilo, šli so mimo mene, niso vedeli, kdo sem, ni bilo pravega pozdrava, in ko sem malo k sebi prišel, sem prav zazvedel, da sem se pač rodil kot najdenček. Daleč dol, v bližini Osijeka, moji predniki so bili tukaj na Razkoži, in potem sem se mislil in po časopisi videl večkrat in bral članke od ljudi, ki so isto preživeli tako usodo kot jaz. Bili so zaprti v Ljubljani med 4 zidovi, so se borili tam, jaz pa sem se boril po kmetijah, in kot po kmetijah so mi rekli, da sem sirota, da sem pač najdenček, so tudi oni v Ljubljani sirota, samo oni so le dobili svojo hrano, jaz pa sem za mojo hrano mogel delati, ampak leta so se vlekle, bil sem v Ljutomeru poštenjak, imam polno sobo priznanj, diplom, vokalov, ljudje me spoštujejo, dober delavec sem bil, zdaj sem v penziji, stopil sem v 70. leto življenja in jaz mislim, da sem precej od mojega življenja doživel to, da me ljudje poznajo, da nekaj sem, po drugi strani pa vedno trpim mojo mladost. Veliko imen me je zaznamovalo, dober prijatelj ljudem sem nemalo, a sreča se skriva v drobnih stvareh, zato dedek najlepše ime je od vseh. Za izdajo knjige Moje življenje prejme priznanje gospod Ivo Vrha. Na oder vabim starešino lovske družine Ljutomer, gospoda Gorazda Kuharja, in ga prosim, da se pridruži župani. Lovska družina Ljutomer je ena izmed večjih lovskih družin v Sloveniji. Šteje 99 članov in članic ter gospodari z loviščem velikosti 6,5 hektarja. V lovski javnosti doma in tujini, posebej Italiji in Avstriji, je znana po visokem staležu male divjadi, visokem nivoju lovske kinologije in ohranjanju tradicionalnega lova na malo divjad. V naši lovski družini redno čez celotno jesen, zimo in pa pomlad krmimo malo divjad. Mala divjad je prepoznavna za našo lovsko družino že desetletja,
oziroma že vse od ustanovitve lovske družine Ljutomer. Lov na malo divjad je v Prlekiji tradicija in kot tako jo tudi pri nas želimo ohraniti. Pozabiti ne smemo na kinologijo, ki je že od same ustanovitve lovske družine Ljutomer na samem vrhu slovenske kinologije. Naši člani so pa vodilni člani v Kinološki zvezi Slovenije. Prva skrb lovcev je ohranjanje narave, skrb za divjad, trajnostno gospodarjenje z loviščem in delo z mladimi. V lovišču se letno opravi preko 7000 prostovoljnih delovnih ur. Zadnjih nekaj let se lovci trudimo sodelovati tako z vrtci, osnovnimi šolami in s širšo okolico. V ta namen prirejamo naravoslovne tabore, naravoslovne dneve in pa druženje s krajani. Povedati je potrebno, da je odziv pozitiven in da smo lovci veseli, da v sožitju z naravo in v razumevanju z krajani lahko nemoteno opravljamo svoje poslanstvo. Organizirano lovstvo na takem nivoju se v Ljutomeru odvija že vse od leta 1903, ko je bilo ustanovljeno lovsko društvo Ljutomer z lovskim redom in zadružno pogodbo, o čemer obstojajo tudi dokumenti. Tudi v prihodnje bodo lovci lovske družine Ljutomer aktivno in v duhu trajnostne rabe gospodarili z loviščem. Za 70 let družbeno-koristnega delovanja prejme priznanje županje lovska družina Ljutomer. Na oder vabim predsednika društva Mura Rafting, gospoda Branka Balažica, in ga prosim, da se pridruži županji. Branko Balažic se je rodil 27. septembra 1953 v Ljubljani. Otroštvo je večinoma preživljal pri starih starših v Dokleževju, na katere je bil zelo navezan. Dede ga je že v najzgodnejših letih navdušil nad reko Muro, ob kateri sta preživljala precej časa. Seznanil ga je z močjo reke Mure ter pomenom vode za življenje. Tako je že kot otrok spoznal bogastvo reke ter narave ob njej. Za Muro je navdušil tudi svojo otroka, posebej sina, kateremu je pomagal pri diplomski nalogi, ki se je navezovala na reko Muro. Posledično je prišlo do ustanovitve društva Mura Rafting, v katero sta povabila še ostale ljubitelje reke Mure. Zelo me veseli vožnja po Muri, druženje, veselimo se čistoče reke, okolja, šume murske. To je nekaj najlepšega, kar lahko je tukaj pri nas v tem delu Slovenije. Ker Mura kot taka naj ostane. Zato, ker če jo bojo zabetonirali, kot so zabetonirali Sočo in Dravo, ne bomo več imeli slovenske Amazonke. Branko je postal predsednik društva, ki organizira pohode, spuste po reki Muri, tekmovanja v raftanju, sodelovanje na mednarodnih tekmovanjih, predavanja in seminarje na temo Ohranimo reko Muro, ne dovolimo, da jo kdorkoli zabetonira. Naj Mura mirno teče. Za desetletje ekološko-turističnega oživljanja Prleška porečja Mure prejme priznanje županje društvo Mura Rafting.
Najlepše se zahvaljujem gospe županji in njenim sodelavcom. Bi vam pa povedal nekaj, čuvajmo Mursko šumo in našo reko Muro. In vsi ste vabljeni k reki Muri, da vidite naše lepote, naše reke Mure. Hvala lepa. Na oder vabim gospoda Janija Žibrata, ki bo prevzel priznanje za sina Jana Žibrata. Prosimo, da se pridruži županju. Jan Žibrat je igralec namiznega tenisa iz Mote. Rojen je 4. aprila 1992. Namizni tenis je začel igrati pri 7 letih na Cvenu pri tedanjem trenerju Feliksu Pihlarju. Čez čas je začel igrati pri namizno-teniškem klubu Sobota pri trenerju Miranu Močanu. Osvojil je vse možne državne naslove v Sloveniji v vseh kategorijah. Na mladinskih evropskih prvenstvih je osvojil 3 kolajne in na svetovni mladinski jakostni lestvici je zasedel 15. mesto. Ja, namizni tenis je fejst atraktiven šport. Jaz sem že po naravi fejst tekmovalen. Želim si zmagovati. Tako mislim, da sem našel en perfekten šport za sebe, ki je dosti različnih stvari, od mora biti dobra psiha, dobra kondicija, dobra motorika. Za mene so povedali, da sem sposoben, imam neke sposobnosti nadpovprečne, tako da mislim, da se v tem športu, v namiznem tenisi, to najbolj pokaže. Dosegnil sem rezultate, ki jih v Sloveniji niso dosti dosegnuli. Dosti ljudi, tudi tisti najboljši iz parih let nazaj. Na te dosežke sem fejst ponosen in upam, da bom še imel v prihodnosti naprej takšne rezultate. Sicer je zdaj pri članih dosti težje to, ampak vsak dan gre na trening, na vsakši trening z miseljo, kaj bom čez par let, biti med najboljšimi na svetu. Sicer je težko kot v vseh ostalih športih, ampak mislim, da sem sposoben in z trdim delom, z to mojo mentaliteto mislim, da mi lahko uspe. Naslednja sezona bo že 6. sezona v tujini. Velik uspeh je dosegel to sezono, ko je svojo ekipo osvojil prvo mesto v drugi Bundesligi in se tako prebil v prvo Bundesligo, ki velja za najmočnejšo v Evropi. Ekipno je osvojil še prvo mesto v prvi nizozemski ligi in naslov pokalnih prvakov Nizozemske v sezoni 2013-2014. Ja, ob tej priložnosti bi se še zahvalil gospe županji za to priznanje, vsem ljudem, ki so pri temu pripomogli, tudi občini Ljutomer, in upam, da še bomo lahko naprej razveseljivo ljudi iz naše občine. Iskreno povedano, za vrhunske dosežke na področju športa prejme priznanje županja gospod Jan Žibrat. Na oder vabimo gospoda Jožeta Magdiča, prosimo ga, da se pridruži županji. Jožef Magdič se je rodil 18. januarja 1964 v Mekotnjaku.
Po končani osnovni šoli v Cezanjevcih se je zaposlil pri privatniku, čez mesec dni pa je podal prošnjo na mizarstvo Ljutomer, kjer so ga takoj sprejeli. Tam je delal do stečaja leta 1998. Od leta 1978 naprej se redno ukvarja z judom, deluje kot trener, se udeležuje različnih tekmovanj, danes pa trenira osnovnošolske otroke. Od leta 2003 je član turističnega društva Stara cesta, znotraj katerega je izjemno aktiven. Društvo turistično sem od 2003, sodelujem pri vseh aktivnostih, sem pri bučarije, pri rimskih igrah, tam sem vodja za igre, skozi vzamemo za deco tudi še, pa za starejše, skozi imamo po 5 iger, tam imamo balinanje, tam sem tudi sodnik, ko soden med zmes, pa ko vse po pravilih. Prisoten je na vseh akcijah, delavnicah, izletih, pohodih in čistilnih akcijah. Skupaj s prijatelji iz turističnega društva jim je uspelo obnoviti ruski studenec, ki so ga leta 1921 postavili Rusi, ko so gradili železniško progo in pot skozi Mekotnjak. Najbolj ga razjezi brezbrižnost ljudi do okolice in narave ter odlaganje različnih odpadkov ob cestah in v gozdovih. Za dolgoletno in predano delo pri ohranjanju naravne in kulturne dediščine prejme priznanje županje gospod Jože Magdič. Na oder vabimo direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, magistra Igorja Teršarja, in ga prosimo, da se pridruži županji. Magister Igor Teršar se je rodil 31. oktobra 1965 v Novem mestu. Po končani gimnaziji se je vpisal na Akademijo za glasbo v Ljubljani, kjer je leta 1991 diplomiral iz smeri glasbena pedagogika. Vpisal se je še na Fakulteto za družbene vede, kjer je pridobil naslov magister. Od leta 2002 dalje zaseda mesto direktorja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Moje delo je izjemno zanimivo, ker delam z ljudmi in že od nekdaj rad delam za ljudi. Že kot majhen otrok sem igral v pihalnem orkestru v Trebnjem, moj oče je bil tudi dirigent godbe, potem je nekako tudi moja pot vodila, da sem šel študirati glasbo na Akademijo za glasbo. Zadnjih 12 let pa vodim področje slovenske ljubiteljske kulture, ki menim, da je eno od tistih temeljnih področij sploh za slovensko kulturo. Iz te ljubiteljske kulture, v kateri sodeluje prek 100 000 Slovenk, Slovencev v 5000 kulturnih društvih, je toliko veselja, energije, toliko generacij, da pravzaprav to delo moraš imeti rad, in sem tudi počaščen, da lahko to področje toliko časa uspešno vodim. Je pa tako, da v zadnjih 2-3 letih je slovenska ljubiteljska kultura kar v veliko evropskih dokumentih dobila pomembno mesto. Večkrat smo izpostavljeni kot država, da izjemno vzorno vodimo društveno kulturo. To je nedavno v dokumentu Eurobarometra, v 2 analizah, analizi francoskega ministrstva in Europe Cantat. In to pomeni, da je veliko strokovnosti tudi v slovenski ljubiteljski kulturi, kar me tudi veseli. Aktivno je sodeloval v humanitarnem društvu Sožitje in deloval v Evropskem združenju za amatersko kulturo. Sodeloval je tudi na kongresih kulturnih politik v Pragi in Budimpešti.
Je član programskega sveta Republike Slovenije v Forumu slovanskih kultur ter programskega odbora UNESCO za področje kulturne dediščine. Za podporo ljutomerski kulturi in umetnosti prejme priznanje županje magister Igor Tešar. Spoštovani, dovolite, da se iskreno zahvalim za priznanje in za čast, ki ste mi jo danes in pozornost izkazali na vašem občinskem prazniku. Sam sem doma kar daleč od tukaj na Dolenjskem, ne? In da dobiš priznanje županje in občine Ljutomer je seveda čast, da ljudje prepoznajo včasih tudi tvoje delo. Tukaj v Ljutomerju sem v zadnjih 12 letih kot direktor opazil izjemen razvoj, ne samo na področju kulture, ki je izjemno velik. Mnoge kulturne skupine dosegajo republiška visoka priznanja ali se udeležujejo mednarodnih festivalov ali pa mladi v gimnaziji, ko spremljamo včasih po televiziji, ko tekmujejo v angleščini in v različnih dejavnostih in postajajo slovenski prvaki. Pa tudi na drugih področjih, kot smo videli na področju infrastrukture, turizma, športa in tako naprej. Zato vam iskreno čestitam in seveda sem tudi pred meseci, ko me je županja prosila za pomoč pri godbenem domu, takoj bil pripravljen nekako pri reševanju tega in ministrica za kulturo je takoj podprla, da smo tukaj zraven kulturnega doma pred mesecem dvemi postavili kulkišto in upam, da bodo godbeniki uspešno nadaljevali svojo več kot 90-letno tradicijo godbeništva. Hvala lepa. Na oder vabim direktorja podjetja Arko d.o.o., gospoda Damjana Barata, in ga prosim, da se pridruži županji. Podjetje Arko d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1990 v Ljutomeru in se ukvarja s prodajo, proizvodnjo, inženiringom, zastopanjem in servisom. Prvotna dejavnost je bila trgovina, sčasoma pa so pridobili zastopstva nekaterih znanih mednarodnih podjetij. Tako je podjetje ob dobrem in kvalitetnem delu počasi raslo. Leta 1999 so začeli tudi servisno in proizvodno dejavnostjo. Prihajali so novi sodelavci in tisti, ki so zadihali s podjetjem, so tu še danes. Ob gospodarski rasti je podjetje napredovalo hitro, v krizi se je trudilo obstati, danes pa spet počasi, a zanesljivo napreduje. Navdih za podjetništvo je nastal iz nuje pravzaprav. Ostal sem brez službe, ustanovili smo podjetje in začeli. Danes navdih, ki ga rabiš vsak dan, črpaš en dan z uspehov, drugi dan z problemov, ampak tu nas žene naprej in nam daje navdih vedno znova. Pri tem je podpora vsekakor sodelavcev, ki je zelo pomembna. Moja ekipa je izredno dobra, usposobljena, predana, prizadevna in pošteno dela. Na današnjo lokacijo so se preselili leta 2005. Podjetje, ki ima danes 22 zaposlenih, se razprostira na več kot 12 000 kvadratnih metrih in ima dovolj prostora za nadaljnji razvoj.
Pravo premoženje podjetja Arko pa ni v prostorih in kapitalu, ampak v znanju, dobrih sodelavcih, zvestih strankah, zanesljivih dobaviteljih in kvalitetnem delu. Ja, zato bi se ob tej priliki vsem svojim sodelavcem tudi zahvalil, prav tako okolje, ki nas prenaša. Želel pa povedati, da je podjetje pač nam orodje, s katerim dosegamo svoje cilje. Samo podjetje ni samo sebi namen ali pa naš cilj, ampak se tu vsi mi uresničujemo. Za 25 let uspešnega delovanja in uveljavitve v mednarodnih poslovnih verigah prejme priznanje županje Arkom d.o.o. Prosimo, da se gospod Janče Gartner pridruži županji na odru. Janče Gartner je bil rojen 14. novembra 1994 v centru Ljubljane, kjer se je tudi izšolal in zaključil z visokošolskim študijem poslovne smeri. Odgovorne službene poti so ga vodile skozi vrsto podjetij, ki jih je moral sanirati, nekaj še danes uspešnih pa je tudi soustanovil. Zaradi zdravstvenih težav, ki so posledica tudi stresnih služb, je še pred odhodom v penzion zapustil odgovorna mesta in poiskal zdravljenje tako doma kot v tujini. Velja za adrenalinskega človeka, kar se je odražalo v njegovih hobijih. Vožnja težkih motorjev, čolnov, letal, vožnja kajaka po rekah, smučanje na zahtevnih terenih, njegova ljubezen pa so tudi potovanja po svetu in fotografija. Na potovanjih po vseh celinah razen Antarktike je nastalo preko 15.000 fotografij, sprva kot diapozitivi, kasneje v digitalni tehniki. Po upokojitvi so kot družina iskali mirno okolje in ga našli v Prlekiji, kjer se med preprostimi in marljivimi ljudmi počutijo odlično in so prepričani, da so bili tudi sami lepo sprejeti. Radi priskočijo na pomoč, kot so jo deležni tudi sami, in delček tega je predajanje njihove AED naprave v javno dobro v upanju, da je ne bo potrebno uporabiti, če pa že, naj reši kakšno življenje. Torej, do nabave tega aparata je prišlo kot posledica mojih težav s srcem. Prestal sem 2 posega na srcu samem, leta 2002, pa potem čez 2 leti še v Ljubljani. Prvo je bilo v ZDA, v Los Angelesu. No in glede na to, da so težave tudi v tem, da se včasih zgubi ritem oziroma tudi izpade kakršenkoli impuls, smo rekli, da je za mojo varnost osebno bolje, da imam tudi defibrilator AED, ki ti lahko v tem primeru požene zopet srce naprej. Ker je to kar investicija in ker je nekje lahko v korist drugim, sem se pač odločil tudi za to, da ga damo v javno porabo, ker meni ne pomeni nič več, če ga imam v sobi ali pa če je dostopen na zidu. Za človekoljubno dejanje predajo svojega defibrilatorja v javno porabo prejme priznanje županje gospod Janče Gartner.
gospe županje. Spoštovane občanke in občani, cenjeni gostje, s tem pa smo sklenili osrednji del prireditve. Sedaj vabim naša glasbena gosta, Gala Đurina in Nino Puškar, da nagrajence in nas počastita z glasbenim nastopom. Tople oči, to je vse, kar imam. In moj rok, da odkrivam, vzamem dan. Tvoja poljubov za dva, ki si odpirata dlan. Šoj z menoj, kot jaz sem stal s teboj. Nariši nam dan, sonce mora sija. Nariši nam dan in ko prideš, te čakamo tam. Vzhaja nam dan, sonce mora sija. Daj pri srce in spusti barve Zakaj sem ti blizu in tako daleč stran? Zakaj sem divji kot reka, miren kot ocean? Zato, da je izpolnjen je svet, odrešen hkrati preklet. Stoj z menoj, kot stara sem s Nariši nam dan, sonce sija. Nariši nam dan in ko prideš, te čakamo tam. Vzhaja nam dan, sonce sija. Daj odpri srce in spusti barve. Odpri srce in spusti barve.
Noč je tiha, vse že spi. Le kitara še zveni, njene strune mehki zvon. Ne umiritve, praviš mi, tihe misli so s teboj. Nemiren je sprehod, jaz vem dobro, kakšen si. Ko poljubu mikaš mi, med vrsticami tebe brati znam, zato sem res zelo nadaljena. Med vrsticami srce pa piše ti, ko lep pogled si skril za vekami. Pogled skozi okno ti drži, maraš moja niti zvezd, ujame pa v tvoji skrici, ko kavo kuham ti. Med vrsticami tebe brati znam, zato sem res zelo nadaljena. Med vrsticami srce pa piše ti, ko lep pogled si skril za vekami. Za vekami. Proti toku in proti vetru srce sam.
boli. Reka teče kot moja kri. In potem pride milina in obsluži robove spomina. Kot že mnogokrat prej. In potem pride deževje in osveži liste in drevje. Kot že mnogokrat prej. In spet odletimo sončen dan. Moje misli kot svila proti toku in proti vetru človek gre vse dni. Reka teče kot moja kri nazaj. Proti toku in proti vetru vsak se zaboli. Reka teče kot moja kri nazaj. Proti toku in proti vetru človek gre vse dni. Reka teče kot moja kri. In potem pride deževje in osveži listje in drevje. Kot že mnogokrat prej. Grazie, un applauso. Kak ste, kaj? Imamo čas še za eno? Imamo, nimamo? Imamo. Me veseli, da profesor Prekmurje imate to gradivo. No, kot ste opazili, z
vami smo, Prlekija je v srcu, to je to. Na srcu. Če bi vi vedeli, koliko smo v bistvu prežurali tukaj po Prlekiji, pravzaprav posod naokrog. Upam, da se bomo na poti nazaj ustavili v Jeruzalemu. Zelo nas veseli, da smo spet tukaj. To je pokrajina in ljudje, gostoljubje, tega ne najdeš kar tako po Sloveniji. To morate vedeti. In enostavno, ko enkrat pride človek v te kraje, takrat se šele pravzaprav zave, kaj v bistvu tukaj je. Kakšen duh je tukaj. In to je potem tisto, kar gre potem naokrog in kamorkoli gremo, mi predvsej hodimo po Sloveniji, po različnih, res vidimo marsikaj, ampak pri vas je vedno tako, kot se človek samo želi. Hvala še enkrat, da se prav ustajate. Še eno tako za ležati tam ob koruzi zvečer, takole se zvezde lepo odprejo. Kdo je mrtev in kdo živ? Kdo je raven in kdo kriv? Kdo je svež in kdo iskriv? Stokrat že in stokrat še me zabodeš v srce, kot da brez tega ne gre. Kaj se mi da, da bi stalo ostal? Kaj bi si vzel, da bi te svet videl? Kaj se mi da, da bi stalo ostal? Kaj bi si vzel, povej, kako naj spremenim vse tvoje gade v zaklade in vse lepote v spomin. Kaj se bi dal, da bi ostal, da bi vedel, da bi znal, bil bi človek, ne žival.
bi si vzel, da bi te svet imel. Še en čudovit aplavz. Ina Pušla, prva dama slovenske muzike. Miha Kraker, Stranja, Italija. Jovan Kraclej, iz Koroške Vidovice. Sveda Gaučerin. Hvala lepa našim gostom, vam spoštovani, pa hvala lepa, ker ste bili nocoj z nami. Še enkrat čestitke vsem nagrajencem.